Lepo pozdravljeni v imenu našega nebeškega odrešenika Jezusa Kristusa na tom bogoslužje. Lepo vas je ponovno vse videti prisotne v domu našega očeta. Resnično nekaj mladih in mladih po srcu tudi. Nas prejšnji teden je bilo tu, ker smo bili z tamburaškim zborom na obiske v Folkovce, pri bratje in sestre v Folkovce, kjer smo slišali z glasbenimi točkami in Božjo besedo. Bogoslužje sicer ne je potekalo isto tako kot tu, ampak Bog je vseeno blagoslovil čas, ko smo ga imeli ton, ko smo ga imeli v skupnosti. V Svetom pismi imamo namreč zapisano, kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. Matej 18. poglavje 20. vrstica. To je povedal Jezus in ne glede na to, če ti vrbleš to mi, ko piše v Svetom pismi ali ne, to je resnica. Bratje in sestre vnuskovi, ali smo gnes zbrani v Gospodovom imenu? Potem to pomeni, kaj je med nami Božja prisotnost. In Oče nebeški se želi, kaj jaz in ti uživava v tom in se predava blagoslovom, ko ima za vsakšega izmed nas pripravljene. Pridemo pred Gospodo iskrenih src in Bog, da nam iskreno odgovarja za naše potrebe, za naše prošnje, želje in z veseljem pa sprejeme naše iskrene zahvale in v iskrenosti upravljena dejanja. Zato iščemo iskrenih src Jezusa in da nas vodo. Smo že v drugi polovici novembra. Še malo in bomo ponovno praznovali božične praznike, spomin na Jezusovo rojstvo, še malo in bomo ponovno praznovali vstop v naslednje leto. Ja, čas ide naprej, ne glede na to, ko se dogaja okoli nas. Čas se ne zmeni za naše obveznosti in stvarmi, s katerimi se soočamo. Čas ide naprej. In tako tudi mi idemo naprej po naši potaj. Na nas pa je, kako bomo izkoristili tej čas, ker ga nam je namenil Bog tu na zemlji. Upam, da vsi stremimo k tome, ko sledimo Jezusu in tome, ko nas želi skozi besedo navčiti Bog. Biblija nas stalno znova spominja, ko naj živimo po Božji besedi in to je tudi prav tako. Nič samo spodbudo življenje še posebej na duhovnom področje, kajti nejno je stalno enostavno iti naprej. Na zven leko kažemo lepo sliko, v notranjosti pa smo leko zlomljeni. Tako upam, ko bomo gnes dobili novo spodbudo, ko jo ima Bog pripravljeno za nas v svoji besedi. In že nekaj časa sem razmišljal in se molil za besedo, ker je najgočin gnes in v Markovom evangeliji 5. poglavje bomo pogledali en dogodek in odprimo naše srca, ko nam Bog leko skozi to besedo spregovori. Marko 5. poglavje 24. do 34. vrstice. In vam bi vas, ka vsi tisti, ker je leko stanete iz spoštovanja do Božje besede. In odšel je z njim. Tu vidimo, kaj je Jezus bil na poti do nekoga. Ali znamo, koma je Jezus šel? Bil je na poti k predstojniki shodnice, ker je njegova hčerka bila v slabom zdravstvenom stanju. Tega je prosil na Jezus položi roke na njo, ka bi ozdravila in ostane pri življenju. Ampak štimo naprej, ko se zgodi. Za njim se je odpravila velika množica in pritiskala nanj. V njej je bila tudi žena, ki je že 12 let krvavela. Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak je bilo z njo celo slabše. Slišala je za Jezusa. Med množico se mu je približala od zadaj in se dotaknila njegove obleke. Rekla je namreč, tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena. In v hipu se je ustavila kri v telesu in je začutila, da je ozdravljena nadloge. Jezus je v sebi zaznal, da je šla moč iz njega. Takoj se je obrnil v množici in rekel, kdo se je dotaknil moje obleke? Njegovi učenci so mu govorili, saj vidiš, kako množica pritiska na te, pa praviš, kdo se me je dotaknil.
Oziral se je okrog, da bi videl tisto, ki je to storila. Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo, je vsa preplašena trepetaje pristopila, se vrgla preden in mu povedala vso resnico. On pa ji je rekel: Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge. Ja, Gospod Bog, hvala ti resnično za tej tekst, za tej dogodek, Gospod Bog, hvala ti, kako štemo, ko se je zgodilo, Gospod Bog, in resnično ti no razodeni skozi besedo, ko mu je učili, Gospod Bog, ko nam želiš ti povedati, ko nam ti šeš dati navodilo za naše življenje, kako se naj ravnamo v naših življenjih. In resnično ti nas blagoslovi in daj, ko bi lahko razumeli, ko nam ti pošeš nas povedati. Amen. Izvolite sesti. Poznamo te dogodek iz Svetega pisma. Žena, ko je bila že dosti let, bolje točno imamo zapisano 12 let, je iskala pomoč pri vseh možnih zdravnikih. Zapisano imamo tudi še, kaj je zato ponicala vso svoje premoženje, a kljub tome se je zdravje ne izboljšalo, ampak še celo poslabšalo. Kakšna, bi lahko povedali, tragedija. 12 let že trpi z boleznijo. Ampak naprej smo prišteli, kaj je bila ozdravljena, ker je vrvala, kaj je Jezus toga zmožen. Haleluja, amen, kakšna velika Božja milost, kako dober je naš Bog. Ozdravil je ženo, pa če gli včasih ne videl, koga je ozdravil. Potem se njemu pokaže in Jezus je pravi, kaj je rešila vera v moč Boga. Ko vse vidimo v tom dogodku? Vidimo Božjo milost, vidimo vero žene, vidimo, kaj Jezus še nič ne je mogoče, vidimo, kaj Jezus davle pravi mer, vidimo, kaj Jezus bil njeno zadnje vipanje. In še bi lahko kaj naštevali. Ampak če gli so te stvari vse pomembne, ko smo jih našteli, bi rad, ko si najprej pogledamo teh 12 let trpljenja žene. V njej je bila tudi žena, ki je že 12 let krvavela. Žena, ko je živela 12 let, že s to boleznijo. To je zdaj ne tako neznano oziroma nenavadna stvar, ampak tistega časa, da je to bilo malo nočik. Ta ženska je imela uničeno življenje, ker so se je ljudje izogibali, saj bi stik z njo pomenil obredno nečistost. In to imamo zapisano v 3. Mojzesovi knjigi in Judje so se toga držali, kajte to je za njih bil zakon, kako naj živijo. Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak je bilo z njo celo slabše. Teh 12 let je bilo napolnjenih z padci in to vedno znova in znova. Vedno je prišla do drugega doktora, ker je probal pomagati in ji dati vipanje, ampak je bila znova in znova razočarana in njeno stanje se je samo še slabšalo in pa smo tudi prešteli, tudi finančno stanje se je slabšalo, ker je mogla zdravljenje plačivati. In malo pogledamo v svoja življenja. Ne glede na to, koliko smo stari, ali si ti že dal tudi skozi kaj takšnega. In zdaj ne mislim samo na zdravstvenom področju, ampak v odnosih, v šolanje, v službi, v učenju, v treningi, v odločitvah, v privatnem življenju, v duhovnem življenju. Ali je v naših življenjah področje, na katerem enostavno ne si uspeval. Ali pa ne je bilo izboljšanja, ne glede na to, koliko fejs smo se trudili. To je fejs težko obdobje in priznam, ker sem se osebno tudi znašel v takšnih obdobjih. Enostavno mi ne je nič gratalo, po domače povedano. Predvsem ne sem videl, kako mu šel naprej. Kako sem mu rešil iz trenutne situacije. Posledično znate, ko se še zgodi? Nikak nas opazuje. Neprijatelj šotor nas opazuje. Aha, glej Gregora, pogledni ga, nema vipanja trenutno. Glej Simona pa Jelko,
Trenutno so v težkem obdobju v njihovem življenju. Aha, pogledni žena, ne ve, kako da šel naprej, glej toga in toga, glej tistega in tretjega. In potem šatan še nalaga več in več stvari na naše poti in nas skuša streti, oropati, spotakniti in spraviti na tla, na najnižjo točko našega življenja in nas želi tom zadržati. Ne pusti nam, kaj bi gor stonili. Napada nas z vseh strani, nam grozi in želi, kaj bi zgubili upanje in obupali. Vsak še poskus, ko vstanemo, šatan včasih napadne. Ne želi nam dati priložnosti vstati. Tako, ki je resnica, ko je Gospod prisoten tom, kje so brati in sestre zbrane složnosti, je tudi to resnica. Šatan je prisoten ob našem padci in čaka na naše napake, ki nas zreši. Zakaj se to zgodi? Zakaj se to zgodi, ko nas šatan ne samo, ko nas želi spraviti na dno, ampak ko njim dejansko to grata, ko njim to uspe. Je kar nekaj razlogov za to, ampak za nas, kot kristjane, je glavni razlog, ker včasih po padci ne iščemo Gospodovo pomoč. Nišči izmed nas je nepopuni. Ponaj je naša slika zunanjost še tako lepa. Ponaj v cerkvi predvsem še tako lepa molimo, popevljamo, slavimo, služimo. Jaz in ti sva daleč od toga, kar bi bila popolneva. Ampak kaj je še ta druga resnica? Ta čudovita resnica. Bog je mene in tebe vzljubil takšne, kak smo. In nas želi pelati iz te nepopolnosti v njegovo svetost. In katera svetopisemska vrstica je potom najbolj znana? Janez 3:16. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Rad bi pa, kak ne za spremembo, še kot ponavadi preštemo tudi 17. vrstico. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. To pomeni, ko Bog zna za moja grešna dejanja, za moje grešne misli, za moje občutke. Draga cerkev, Bog nas pozna, bolje kot pa mi poznamo samoga sebe. Jezus je ne prišel na svet, ko bi obsodil mene in tebe za najne grehe, kajti potem bi bili vsi pogubljeni. In pekel bi res bil napolnjen z vsem človeštvom. Ampak je prišel, ko bi rešil mene, ko bi rešil tebe. Kljub našim prestopkom, kljub našim padcem. Tako, kot je Jezus povedal tudi farizejem, ko Bog ne poslal sina, ko bi prišel iskat, ko je pravičnega, ampak je prišel iskat krivičnike, grešne in zlomljene ljudi, mene in tebe. Zato je pomembno imeti zavedanje, ko je naš nebeški oče presrečen, kdo ga iščemo včasih po padci. Včasih, da se zavemo, ko smo napravili, ko iščemo nazaj Božjo milost in prosimo odpuščanja in se samo naših grehov. Tudi kralj David, o katerem štemo v stari zavezi, je spodno in napravil vse mogoče grehe, napake, ampak ko pravijo za Davida? Kralj David je bil človek po Božjem srcu. Tudi zavolj toga, ker se je kesal svojih grehov, napak in jih potem več ne delal. In spomnil sem se ene pesme, kera tudi goči o toj tematiki. Naslov pesmi je v slovenščino prevedena Ne bom bežal vstran. In besedilo na kratko preštem skozi pravi tak. Ne želim pasti in vreči vsega na stran. Ne želim ponovno zapraviti nov dan. Že iščem boljšo pot in se bom boril, dokler je ne najdem. Ne bom bežal stran, ko se vse okoli mene ruši.
Bog, ponovno me sprejmi v svojo prisotnost. Brez tebe sem izgubljen in ostal bom pri tebi, brez da bi bežal v stran. Nočem zbledeti in odpluti v stran. Ne želim se potopiti pod težo sveta. Čutim tvojo prisotnost in tudi takrat, ko se zlomim in se zato naprej bom boril. In verjetno se je tudi pisec toga besedila boril v svojem življenju s padci, z preizkušnjami. Ampak zadosti njim je bilo od toga in več ne štel zapravljati časa, ker ga njim je Bog dal na tom sveti. Bog, pritegni me k sebi in mi daj moči, ko bom se še naprej boril proti šatane, proti sovražniki, proti demonskim silam toga sveta. Ali se pripravljeni boriti se in vstati znova in znova? Sovražnik ne dehenja. Ampak konom more sovražnik, če pa za nami stoji vsemogočni Bog, ker je napravo mene, ker je napravo tebe. Vsak še posameznik išče nekaj, ko bi ga izpolnilo v tom sveti. Ampak v tom sveti toga mi ne bomo našli. To lahko najdemo samo pri žrtvi Jezusa Kristusa. Pri tom, ker je dal svoje življenje, ko bi mi imeli možnost odrešenja. Vsak še posameznik možnost odrešenja. In pogledamo nazaj v tisti dogodek. Ostali smo v 27. vrstici. Ko tam piše? Slišala je za Jezusa. Čula je za Jezusa. Čula je za toga, ker je dela čudovite stvari, ker je sposoben izganjati demone, ker je ozdravlja hrome, ker je davle vid slepim. Po moje se je ta žena mislila, da je to za njena zadnja opcija. Bila je že pri mnogih doktoraj, ker so ji zdravje samo še poslabšali in za doktore in za zdravila in terapije in karkoli je zapravila celo svoje premoženje, toko je več ne imela nič v svoji lasti in to je trpela že 12 let. Če sem probala vse ostalo, zakaj pa ne bi probala predati svoje težave, svoje probleme tome, za katerega pravijo, kaj je delo tok velike stvari. Slišala je za Jezusa, med množico se mu je približalo od zadaj in se dotaknila njegove obleke. Rekla je namreč, tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena. In v hipu se je ustavila kri in v telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge. Ta žena je bila svojim srce prepričana. Imela je vero, kad če se dotekne samo roba njegove obleke, da je ozdravljena. In v hipu, v istom trenutku, ko se je dotekla roba njegove obleke, je bila ozdravljena. Če se ne bi borila, če ne bi izkoristila te zadnje priložnosti, možnosti v svojem življenju, bi ostala v svojem stanju in še naprej trpela. Kako bolje bi se mogla boriti še ti in ges kot kristjana. Prizadevate se za vsakodnevno bližje in bližje biti pri Jezuši. Te dva se je žena pokazala Jezuši in jim je povedala svojo situacijo, jo je Jezus skregal, ko si ona misli, ko me zdaj tudi cuka zagvont, ne. On pa ji je rekel, hči, tvoja vera te je rešila, pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge. Zato, ker si imela vero v moč, ker je prihajal od nebeškega očeta, si bila ozdravljena in ponovno lahko spostaviš pristen odnos z njim. Naš Bog, ko je milostni Bog, se veseli, kdo se vrnemo nazaj k njemu. Tudi če spadnemo, nas Jezus vabi in on pravi, vstani in pridi nazaj k meni, ko bo šla skupaj naprej. Ta žena je zavipala v Jezusovo vsemogočnost in to je razrešilo njeno brezizhodno situacijo. In Jezus želi
tudi tvojo situacijo razrešiti. Želite zdigniti, da spadneš. Želite pokazati pravo pot in te voditi naprej. Želite zavipati naloge, ker naj upravljaš za njega in v njegovom imenu. Predvsem pa te Jezus želi imeti stalno ob sebi. Kad te ob morebitnom padci hitro dvigne. Kad boš leko prispel do večnega cilja. Apostol Pavel tako piše v 1. Korinčanom 10. poglavju 12. do 13. vrstice. Kdor torej misli, da stoji, naj pazi, da ne pade. Znašli ste se le pred človeško preizkušnjo, Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušeni čez svoje moči, ampak o preizkušnji bo tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati. Tista žena se je dotekla samo roba Jezušove obleke. In tu imamo zapis, kaj je Bog zvest in ne da dopusto, kaj bi mogli prelej izkoristiti, probati vse, ko nam te svet ponuja, te rešitve, ko nam te svet ponuja. Pač pa davle pravi izhod. Svoje življenje se splača biti ob Jezušu in se boriti na njegovi strani, ker je pravi zmagovalec. Naj nam Gospod se jim pomaga, kamo imeli vedno pristen odnos in stik z njim. Amen. Leko se še zaključek pomolimo. Gospod Bog, hvala ti za to besedo. Hvala ti resnično, ko nas ti želiš spodbuditi, ko nas ti želiš vedno znova in znova zdigniti gor, Gospod Bog. Tudi kdo smo na pravli padec, da se je zgodil te padec, Gospod Bog, ko smo se ne držali tvoje ljubezni, tvoje milosti, tvoje prisotnosti, Gospod Bog. Daj nam ti moč, to zavedanje, ko bi lahko včasih iskali tvojo nazočnost, Gospod Bog, tvojo besedo, tvojo milost, Gospod Bog, in resnično daj nam ti moč imeti to zavedanje in nositi to zavedanje v naših srcih, vsakšne situacije, kjer se mu nahajali, Gospod Bog, naj sledimo tebi, naj iščemo tvojo ljubezen, tvoj nasvet Svetega Duha, vodstvo Svetega Duha. Amen. Amen.